želja po zaščiti materinega jezika. Z globokim spoštovanjem Julija A. Sozina, članica programskega sveta Foruma slovanskih kultur iz Rusije, znanstvena sodelavka Inštituta za slavistiko Ruske akademije znanosti, znanstvena redaktorica Rudominove Vseruske državne knjižnice za tujo literaturo, direktorica slovanskih programov Inštituta za prevajanje, doktorica filozofije, ki je zbrala več kot 20 podpisov njej kompetentnih kolegov. Tako da mislim, da je... In čisto za konec, potem pa že zaključimo, ker je precej vroče, bi prebrala poleg deklaracije še slovenska izjavo v zagovor slovenščini iz Slovenske matice. Slovenska matica v zagovor slovenščini. Člani Slovenske matice se obračamo na politične odločevalce in najširšo slovensko javnost, da kot nacionalna skupnost zagovarjamo spoštovanje in kultiviranje slovenskega jezika na vseh ravneh izobraževanja in na vseh področjih ustvarjalnega delovanja v naši domovini, Republiki Sloveniji in v svetu. Materni jezik je prvotni dušni jezik, ki nenehno sproža vrelce duhovne moči in edinstvenega sporazumevanja in razumevanja sveta in življenja, saj z njim stoji duhovna podpora vseh prednikov jezika in naroda, ki ta jezik govori. Slovenska matica se tega zaveda od samih začetkov svojega delovanja pred 152 leti, ko je prav s sistematičnim uveljavljanjem znanstvene in strokovne terminologije sprožila pospešen razvoj slovenskih ved, tudi naravoslovnih, med njenimi predsedniki in pisci pa so bili tudi najvidnejši ustvarjalci in zagovorniki slovenskega jezika, kot sta bila Ivan Cankar in Fran Levec. Zavezanost javni rabi slovenščine zato ne more biti le obvezujoče spoštovanje Ustave Republike Slovenije, ampak pomeni v prvi vrsti ustvarjalno delovanje v lastnem jeziku, tako na področju znanosti in umetnosti, kot civiliziranega medsebojnega sožitja nasploh. Brezdušna znanost in umetnost in brezdušno odpadništvo od narojene vezi maternega jezika v temelju ogrožajo naš obstoj. Privilegij, da imamo Slovenci lastno državo, nam omogoča in nalaga, da v okoliščinah globalnega trženja in vsega in vsakogar svoj jezik ohranimo in opolnomočimo kot duhovno sporočilo, s katerim je mogoče preseči proces razkrajanja Evropske zveze in siromašenja civilizacije današnjega časa. Gre za zgodovinsko priložnost, ko lahko s suvereno rabo slovenskega jezika in ponosom nanj svetu pokažemo, da v zgodovini odločajo duhovne vrednote, tako kot nam je zagovor slovenščine v zavzemanju proti uvedbi skupnih jeder učnih programov v nekdanji federalni državi utiral pot v rojstvo lastne države. Predlagamo, da poslanci Državnega zbora Republike Slovenije Zakon o visokem šolstvu s spornim 8. členom v noveli zakona zavrnejo, da bo novi lahko nastal z upoštevanjem poslanstva slovenskega jezika in države Slovenije. S temi tremi besedili bi zaključila današnje srečanje. Zahvalila bi se moji pravzaprav soorganizatorici, profesorici, doktorici Tatjani Rojc, vsem udeležencem, vsem nastopajočim, vsem, ki ste pravzaprav sodelovali in pri pripravi tega našega srečanja. Posebno zahvalo pa bi rada izrazila gospej Nadi Šumi, ki je poskrbela za marsikatero organizacijsko in vsebinsko podporo. Prav tako bi rada se zahvalila tudi montažerki, gospej Nini Mihalič, ki je poskrbela za posnetek, kajti, kot veste, humanisti smo nekoliko bolj tehnološko manj osveščeni. Tako da hvala.